Pozdravljeni. Davidov psalm. Slavi moja duša Gospoda, sa moja notranjost njegovo sveto ime. Slavi moja duša Gospoda, ne pozabi nobenega dejanja njega, ki odpušča vso tvojo krivdo, ki ozdravlja vse tvoje bolezni, ki iz jame rešuje tvoje življenje, ki te krona z dobroto in usmiljenjem, ki tvoja leta nasičuje z dobrinami, kakor orlo se obnavlja tvoja mladost. Skupaj z kraljem Davidom, ki je napisal ta psalm, odprimo naša srca in se zahvalimo našemu Bogu za njegovo milost, ljubezen, odpuščanje, večno življenje. Skozi slavljenje prejmimo novo moč, naj Sveti Duh deluje in se razodeva, ko slavimo in častimo našega Boga. Vreden si, da slavi vsaka pesem te. Vreden največje slave, ki tebi gre. Vreden, da vsak moj dih za te vdihnem le, živim za te. Jezus, ime nad vsemi je zvišeno. Jezus, edino ti rešiš nas lahko. Vreden za vsak moj dih, za te vdihnem le, živim za te, živim za te. Svet si, niče ti enak ni, nenadomestljiv si, naj spregledam in se čudim. Razkrij mi, kdo si, daj srce mi, svoje vodi me, da ljubim, kakor ti vse ljubiš. Vreden si, da slavi vsaka pesem te. Vreden največje slave, ki tebi gre. Vreden, da vsak moj dih za te vdihnem le, živim za te. Jezus, ime nad vsemi je zvišeno. Jezus, edino ti rešiš nas lahko. Vreden za vsak svoj dih, za te vdihnem le, živim za te, živim za te. Svet si, niče ti enak ni, nenadomestljiv si, naj spregledam in se čudim. Razkrij mi, kdo si, daj srce mi, svoje vodi me, da ljubim, kakor ti vse ljubiš. Svet si, niče ti enak ni, nenadomestljiv si, naj spregledam in se čudim. Razkrij mi, kdo si, daj srce mi, svoje vodi me, da ljubim, kakor ti vse ljubiš.
na ljubezni tvoji bom gradil življenje. Ti si temelj, trnovate bom zaupal, nič od tebe mene loči. I na ljubezni tvoji bom gradil življenje. Ti si temelj, trnovate bom zaupal, nič od tebe mene loči. Sveti, niče ti enak ni, nenadomestljiv si. Naj spregledam in se čudim, razkri mi, kdo si, daj srce mi svoje, vodi me, da ljubim, kakor ti vse ljubim. Dragi Bog, hvala ti, da te lahko slavimo in častimo. Hvala ti za tvojo ljubezen, dobroto, milost, odpuščanje, usmiljenje. Hvala, da lahko skozi tudi slavljenje in čaščenje prejemamo moč, ki prihaja po svetem duhu od tebe. Naj bo slava, hvala in časti za vse. Amen. Danes imamo zaključek veroučnega šolskega leta v naši cerkvi. Čeprav je bilo to leto nekako okrnjeno zaradi korone, so se naši otroci naučili veliko novega iz Svetega pisma. Sveto pismo nam poudarja in uči, kako pomembna je zdrava vzgoja otrok. V knjigi Pregovorov 22:6 beremo: vzgajaj otroka primerno njegovi poti, tudi ko se postara, ne bo krenil z nje. Ker učitelji skupaj z otroki vedno pripravijo bogoslužje ob zaključku veroučnega programa ali nedeljske šole, boste danes namesto pridige poslušali zgodbo. Želim vam blagoslovljeno nedeljo, vsem otrokom pa čudovite in prijetne počitnice kljub določenim omejitvam. Pozdravljeni. Današnja zgodba govori o pravi poti. Ta zgodba je zapisana v apostolskih delih v Svetem pismu. Govori pa pravzaprav o dveh pravih poteh. Pravo pot, ki jo moramo izbrati v svojem realnem, fizičnem življenju, kadar gremo na neko pot in vidimo z našimi očmi, in pa o pravi poti, ki jo moramo izbrati v svojem srcu. Ta pa seveda ni vidna. Lahko rečemo tudi o pravi poti našega duhovnega življenja. In zgodba govori tudi o dveh možeh in potem takem o dveh potovanjih. In da kar pridemo do zgodbe, se obrnimo k našemu prvemu možu. Prvemu možu je bilo ime Filip. Veste, Filip je bil človek, ki je ljubil Boga. Filip je vedel, kaj je Jezus storil na križu zanj, in vedel je, da ga lahko reši le vera v Jezusa. In v Filipu je vse to zbujalo tolikšno radost in veselje, da je želel tudi drugim vse to povedati. In zato je on to v življenju počel. Učil je po vaseh in ljudem oznanjal Božjo veselo novico, torej evangelij. In Filipovo življenje je bilo zelo vznemirljivo. Veste, velikokrat so se mu zgodile zelo neobičajne stvari. Ena takšnih je bila, ko se mu je prikazal angel. A si znate predstavljati? Prikazal se mu je sam angel. In angel je imel zelo, zelo posebno in nenavadno in nerazumljivo za Filipa navodilo. Rekel je: Filip, vstani in pojdi proti jugu k cesti, ki pelje iz Jeruzalema v Gazo.
In morda se nam danes to ne zdi čudno, zaradi tega, ker ne vemo točno, kje so ti kraji, ampak naj vam povem, da se je Filipu zdelo zelo čudno. Saj je Filip vedel, da je to popolnoma zapuščen kraj. Pa to je ja puščava, kjer ni nikogar. In Filip si je mislil, pa tukaj sem ja vendarle bolj koristen. Tukaj učim ljudi, jim pomagam. Tam, na zapuščenem kraju. Kaj pa naj tam počnem? In veste, to je bila zelo dolga pot. In ker še takrat ni bilo avtomobilov in letal in vsega tega, je Filip to pot moral prehoditi peš. In to je bilo okoli 100 kilometrov. Okoli 100 kilometrov poti peš na zapuščen kraj. Ampak veste kaj? Veste, kaj Sveto pismo pravi? Da je Filip vstal in odpotoval. In to je naredil zato, ker je vedel, da Bog se nikoli ne zmoti pri svojih navodilih in pri tem, kadar nam kaže pravo pot. Vedel je, da tudi če se njemu zdi, da je dosti bolj koristen na kraju, kjer je bil zdaj, da ima Bog na tistem mestu pripravljeno nekaj boljšega za njega, oziroma da ga bo bolj uporabil in da bo tam bolj koristen. In tako smo našega prvega moža poslali na pot. In lahko gremo k drugemu. Drug mož pa ni bil iz istega kraja kot Filip. Bil je pravzaprav iz kraja, ki je bil oddaljen kar 1600 kilometrov. A si predstavljate? Pravzaprav je to drugi kontinent. Prihajal je iz Afrike, natančneje iz Etiopije. In Sveto pismo nam, tako kot za Filipa, ne daje njegovega imena. Zato ga imenuje kar etiopski evnuh. Etiopski evnuh pa je bil zelo spoštovan mož. Bil je zelo pomemben in imel je en velik status v družbi. Veste, on je bil zakladnik same kraljice Etiopije. A si znate predstavljati? Kraljica je zelo vredna spoštovanja, zelo pomembna in tudi zakladi. Vsi vemo, da se nam zaiskrijo oči ob takšnih stvareh. In on je bil zakladnik kraljice Etiopije. In veste, njegova pot oziroma potovanje je vodilo v Jeruzalem. Ne vemo točno kako, ampak etiopski evnuh je v svojem srcu nekako spoznal, da nekaj ni v redu. Spoznal je, da ima težavo v svojem srcu in vedel je, da to težavo lahko reši samo pravi in živi Bog. In zato se je odločil, da gre v Jeruzalem, ker tam je tempelj in v templju bo lahko spoznal pravega Boga. In veste, ta težava, ki jo je imel etiopski evnuh v srcu, je pravzaprav težava, ki jo imamo mi vsi. To je greh. In res je, prav je imel etiopski evnuh. To težavo lahko reši samo Bog. Tako je prišel v Jeruzalem in šel v tempelj, da bi pogledal stvari, da bi se naučil, da bi mu kdo kaj razložil, da bi vprašal, da bi zdaj spoznal tega Boga. Ampak, veste, niti ni smel priti noter, zaradi tega, ker je moral ostati na zunanjem dvorišču, ker so ljudje dajali daritve in žrtve za svoje grehe. In nihče mu ni razložil, zakaj zdaj to počnejo in nihče mu ni povedal, kaj se zdaj tukaj dogaja in kdo sploh je ta pravi živi Bog in kje ga lahko spozna. On je mislil, da se bo to vse v templju zvedelo, dogajalo. Veste, to je tako, kot če bi danes k nam prišel etiopski evnuh, bi prišel na primer v cerkev. In to bi bilo, kot da mu v cerkvi nihče ne bi povedal o Jezusu. A si predstavljate? In veste, pravzaprav je bila zadeva v tem, da so Judje vedeli za Jezusa. Vedeli so, kaj je Jezus storil na križu in poznali so ga, ampak niso verovali. In to je bila razlika. In zato, ker niso verovali, niso tako kot Filip ljudem pomagali in govorili o tem. In etiopski evnuh je prepotoval 1600 kilometrov zato, da je lahko se obrnil in šel nazaj. In veste, to je tudi storil. Sedel se je v kočijo in njegova pot se je nadaljevala. Je pa bila ena zanimiva stvar. Imel je s sabo odlomek iz Svetega pisma, iz Stare zaveze. Veste, takrat še ni bilo Sveto pismo kot danes, kot knjiga. Takrat so še bili to zvitki in knjige so bile zapisane kot odlomki. In etiopski evnuh je imel odlomek iz preroka Izaije. Prerok Izaija morda ni govoril o Jezusu,
Vendar ni govoril o Jezusu z njegovim imenom kot Jezus, ampak je že takrat govoril o Jezusu. Ampak kako bi etiopski evnuh lahko to razumel, če ga nihče ne pouči? In čital je, večkrat je čital in bral te vrstice in nič mu ni bilo jasno. In tudi sam pri sebi se je spraševal, pa kako naj jaz razumem te besede in spoznam tega Boga, če mi nihče ne pove, kaj pomenijo te besede? Nadaljeval je svojo pot med čitanjem. In njegova pot je vodila skozi isto pot oziroma skozi kraj, kjer je bil napoten Filip. In Filip je tam že v daljavi zagledal nekaj in videl je, da je kočija. In veste, bilo je kot da če bi mu duh v srcu spregovoril, Filip, to je tvoja priložnost, zato si prišel sem, pojdi k tej kočiji. Veste, mogoče si mi danes ne znamo to predstavljati, ampak to je bilo tako nenavadno, da je Filip na tem zapuščenem kraju srečal nekoga in to celo kočijo in nekoga tako zelo pomembnega. Filip je začel teči po pesku, a si predstavljate, po vročem pesku in sonce je pripekalo in on je tekel proti kočiji, da bi jo le dohitel. In etiopski evnuh je seveda nekoga oddaleč zagledal, ker je bilo tudi njemu čudno, da nekdo tako teče po puščavi. Filip pa, ko se je približeval, je že lahko slišal, kako je etiopski evnuh bral iz preroka Izaije. Veste, včasih je bilo v navadi, da se je čitalo na glas, zato je lahko Filip to slišal. In to je bilo Filipovo področje. On je to učil druge. Tako da se ni obotaval, ampak je kar direktno vprašal, a vi sploh razumete, kaj čitate? In etiopski evnuh je bil morda kar malo presenečen, da ga je vprašal točno to, o čemer je on zdaj razmišljal. In je rekel, pa kako naj bi razumel, ko pa me vendarle nihče ne pouči. In Filipu se je najverjetneje na obraz narisal nasmešek. Filip je vedel, da je zato poslan sem. In z veseljem je vstopil v kočijo in začel z etiopskim evnuhom prebirati preroka Izaijo. Začel mu je razlagati, kaj pomenijo te besede in seveda najpomembnejše, povedal mu je o Jezusu Kristusu. Razložil mu je, kaj pomeni, kadar Izaija govori o jagnjetu, ki bo dano kot žrtev. In razložil mu je, da je pravzaprav jagnje Jezus, ampak takrat ga še ne imenuje. Ker veste, Judje so imeli v navadi, da so za svoje grehe na oltar žrtvovali živali. In tako so jim bili odpuščeni grehi. In tudi mi bi še danes mogli to početi, če ne bi bilo Jezusa. In zato je Filip razložil, da je Jezus edina žrtev, ki je lahko bila dana za grehe vse človeštva. Zaradi tega, ker Jezus ni bil samo človek. Jezus je bil popoln človek, ampak hkrati je bil popoln Bog. In Jezus še danes je popoln Bog. In zato je on edini bil, ker mi ljudje smo vsi ljudje. Jezus pa je bil Bog. In zato je on bil edini, ki je lahko bil ta žrtev, ki je bila položena na oltar za naše grehe. Ampak ne samo za naše, za grehe vsega od tistega trenutka, za vso človeštvo. In ne konča se tukaj, za grehe vseh ljudi, ki še pridejo, ki se še bodo rodili. Jezus je enkrat za vselej bil popolna žrtev, da je odplačal grehe nas vseh. In zato ga prerok Izaija imenuje kot jagnje, ker so žrtvovali včasih jagnjeta, in zdaj je kot žrtev bil Jezus. In etiopskemu evnuhu je vse postalo jasno. Vsa te vprašanja, ki jih je imel, vse te neke odgovore, kot puzli so se mu sestavili v eno lepo sliko, da pa je zdaj videl, kdo je pravi živi Bog in kaj to pomeni. In veste, njuna pot je vodila tudi skozi kraj, kjer je bila ob strani voda. In etiopski evnuh je ustavil kočijo in rekel Filipu, kaj mi brani, da bi se krstil? In Filip je bil kar malo presenečen. Kako to, da človek tako hitro odreagira na evangelij, radostno novico? In je rekel, pa no, saj veš, če se želiš krstiti, moraš verovati. In etiopski evnuh je brez razmišljanja rekel, verujem, da je Jezus Kristus, Božji sin, da je on sam Bog.
In Filip ni videl razloga, zakaj ga ne bi krstil. In na tistem mestu ga je Filip krstil in je priznal, da veruje v Jezusa Kristusa. In tako kot smo na začetku omenili, da so se v Filipovem življenju velikokrat zgodile neke neobičajne stvari. In tako kot se je Filipova zgodba danes začela neobičajno oziroma z čudežem, se je tudi zdaj tako končala. Filip je tako izginil naenkrat. Ni ga več bilo. Veste, Bog je celo njegovo telo prestavil na drug kraj, kjer je imel za njega pripravljeno novo nalogo. Da je lahko učil dalje ljudi in opravljal svojo nalogo. In etiopski eunuh pa je nadaljeval svojo pot. In veste, kaj je zanimivo? Torej, on je odšel v Afriko. Mnogi zgodovinarji govorijo o tem, da je etiopski eunuh morda celo prvi, ali pa vsaj med prvimi ljudmi, ki je to veselo dobro novico oziroma zgodbo o Jezusu Kristusu prinesel v Afriko. In ni sicer trdnega dokaza o tem, ampak najverjetneje je to možno. Zagotovo je bil definitivno eden od prvih. In Filip najverjetneje v svojem življenju ni vedel tega. Nikoli ni vedel, koliko ljudem je etiopski eunuh povedal, kaj se mu je zgodilo in povedal o Jezusu. In najverjetneje nikoli ni vedel, da se bo to tako začelo širiti. Ampak Bog je imel večji plan. Bog je imel zanj večji plan. Ker veste, radostna novica je zagotovo nekaj, kar se širi. Ker etiopski eunuh je bil tako srečen, da so to ljudje videli v njegovem življenju. Saj veste, radost in veselje nista to ni čustvo, ki bi ga skrivali. To ni čustvo, ki bi si pa zdaj mi rekli, zdaj pa ne bom nikomur pokazala, da sem vesela. Radost in veselje žari iz nas in to ljudje v nas vidijo. In radost je edini pravi odziv na evangelij, edini pravi odziv na delo Jezusa Kristusa na križu. In zato je zagotovo etiopski eunuh širil dalje evangelij. In tako. Oba naša moža sta prišla na pravo pot. Eden je prišel na pravo pot v fizičnem življenju. In drug je prišel na pravo pot v svojem srcu, v duhovnem življenju, ker se je v srcu, v duhovnem življenju obrnil k Bogu. In Bog je edina prava pot. Ni več poti, ki bi jih lahko izbirali. Bog je edina prava pot. Jezus Kristus je edina prava pot. In kako zanimivo je, ko pogledamo to zgodbo, da je v obeh poteh bilo potrebno Božje vodstvo. Filipu je Bog spregovoril skozi angela in etiopskemu eunuhu je Bog spregovoril skozi Filipa. In tako da, kadar se mi sprašujemo, ali smo na pravi poti, ali pa katero pot naj izberemo, katera je prava pot, iščimo vodstvo pri našemu nebeškemu očetu, ker on je tisti, ki nam bo pokazal pravo pot. Tako kot je Filipu pokazal pravo pot, na katerem mestu naj bo ob točno katerem času in tako kot je etiopskemu eunuhu dal spoznati in dal vero, da se naj odloči v svojem srcu za pravo pot, za vero v Jezusa Kristusa. In samo vera v Jezusa Kristusa nas bo rešila in nas pripeljala do večnega življenja za samim Bogom. In veste, o takšnih stvarih se govori v naši cerkvi. In zato vas vabim na naša nedeljska bogoslužja ob 10. v Binkošno cerkev BC Emanuel in pa seveda v nedeljsko šolo ob isti uri.